Pozdravljeni vrtičkarji, danes bom pokazal, kako smo zasadili kontrastno zasaditev za sončno lego. No, tukaj smo začeli z dihondro, ki se razrašča v koritu naprej kot slab. Hitro dosežemo učinek rasti navzdol. No, nadaljujemo pa potem s kevolo, to je sorta Dark Blue, zelo dobro prenaša vročino, tudi za ospredje. Dobro se ujema v modri barvi salvio Farina Blue. To je ena posebna salvija, ki se stolpičasto razrašča, bolj primerna za ozadje zasaditve, z njo pa se pravzaprav lepo dopolnjuje skevola v ospredji. No, tukaj vidimo potem suho rožo v rumeni barvi in pa aptenija. Aptenija se ravno tako razrašča navzdol, v kakšni posodi bi se lepo obnašala z lantano, kakšno travo, tako da vidimo, da so predvsem v okras taki svetli listi, ki pravzaprav potem kasneje imajo tudi drobne cvetove, ampak njen glavni namen okrasja je struktura. No, potem pa spet nadaljujemo z dihondro in pa pravzaprav s kevola, tako da ta korito potem postavimo na sončno lego. Na začetku bolj skromno zalivamo, v poletnem času pa nas bo razveselila z veliko cvetja. Druga zasaditev je zeliščna. No, vsa zelišča smo in balkonske rastline posadili v zemljo, ki je 5-komponentna in omogoča dobro razraščanje korenin, zadrževanje vode, tako se bodo vse rastline dobro počutile v koritu celo leto, to je korito z vodno rezervo. No, tukaj pa imamo že zanimiv viseči timijan, po vonju pravzaprav spominja na limono, ima vonj po limoni, v lep okras so pa tudi rumeno-zeleni listi. Vse skupaj se bo nekoliko povešalo čez korito. Za ospredje zasaditve imamo rožmarin, to je taka lepa mediteranska zasaditev, ki sodi lahko prav na vsak balkon, posebej v urbanem okolju zna biti to zelo zanimivo. In potem je tukaj še moja kraljica zasaditve, to je bazilika Magic Blue. Vidimo, da ima lepe liste, listne žile so obarvane, barva se med letom spreminja, še bolj v okras pa so njeni cvetovi, kajti množica vijoličnih cvetov privablja čebele, čmrlje in ostale opraševalce in na balkonu bo res brenčalo. No, potem pa imamo tukaj še mandljev žajbelj. Žajbelj ne manjka v vsaki zasaditvi, v kakšnem koritu. In pa tukaj še ena posebnost, to pa je origano. Pravzaprav gre za ostri origano, ima okus skoraj bi rekel po popru, ne tako močen, tako da bo zagotovo začinil kakšno jed v poletnem času. Vse te rastline narežemo takoj, počakamo, da se dobro razraščajo, potem pa začnemo rezati v poletnem času, kakšno tretjino nazaj, ne prehitro, kajti najprej se morajo ukoreniniti in razrasti. Pred nami je še tretja zasaditev, ki je bolj klasične narave. V njej pa opazimo posebne pelargonije, gre za polviseče pelargonije, rečemo jim tudi kaliope, ki se nekoliko povešajo čez korito. No, zaradi bujne rasti smo tukaj sadili dve rastlini. No, tukaj v ospredju pa vidimo tudi moljevko, ki je predvsem pomembna za strukturo, razraščala se bo navzdol. No, kar se tiče ozadja zasaditve, imamo pa tukaj perjanko. Ta perjanka je nekoliko drugačne rasti, nekoliko nižja, vseeno pa doseže višino tam 40, lahko tudi 60 cm, vse odvisno, koliko ima prostora, kako jo gnojimo, zalivamo. No, tako zasaditev
med letom zmerno zalivamo, tako kot vse rastline za sonce. Seveda na začetku pa zalijemo celo korito dobro, kajti zemlja je suha, da ne krade vode slučajno sadikam. Kar se tiče dognjevanja med letom, pa prvič dognjujemo kakšen mesec po sajenju, vedno v tem obdobju zalivamo z vrha, kajti rastline še nimajo razvitih korenin, to je korito z vodno rezervo. Za samo dognjevanje pa lahko v tedenskih odmerkih oziroma 10-dnevnih uporabite kar gnojilo Plantela cvet. Jaz pravzaprav uporabljam manjšo koncentracijo, zalivam z gnojilom večkrat, tako rastline pravzaprav nikoli niso lačne.